Gasilci so humanitarna organizacija z več kot 150-letno tradicijo v Sloveniji. Za oskrbljenost gasilcev, ki so vedno na razpolago, kadar jih kdo rabi, je dokaj poskrbljeno. A čisto vsega vendarle nimajo, saj je gasilska oprema dokaj draga. No, pri nas so se gasilci ob zadnjih lokalnih volitvah tudi politično organizirali in zdaj imajo svojega predstavnika Liste gasilcev občine Laško v občinskem svetu. In pot do mikrofonov in govornice je odprta. Društva v občini Laško so zelo slabo opremljena za samo posredovanje v poplavah, saj je delno opremljeno le prostovoljno gasilsko društvo Laško, medtem ko PGD Rimske Toplice in PGD Zidani Most, ki so prav tako nahajata neposredno ob reki Savinji, nimata skoraj nobene opreme za tovrstno delo. Predpisana minimalna oprema, 9 komadov gasilskih delovnih oblek, to imajo vsa društva, 9 komadov delovnih kombinezonov za intervencije v naravnem okolju v skladu s tipizacijo Gasilske zveze nima nobeno društvo. Jadralni in potapljaški škornji s podplatom, zaščito pred bodi 4 komadi ima PGD Laško, ki je bilo nabavljeno strani civilne zaščite, ostala društva tega nimajo. 9 komadov rokavic za tehnično reševanje nima nobeno društvo. 9 komadov nepremočljivih vetrovk in hlač imajo vsa društva nabavljena iz sredstva Gasilske zveze in občine. 5 komadov reševalnih jopičev z napisom gasilec nima nobeno društvo. 6 komadov čelad za rafting ali gozdne požare ali tehnično reševanje nima nobeno društvo. Plus tega, da so še tle mulne črpalke, ki so že kar v slabem stanju potrebne popravila, in ostala priporočljiva sredstva, to so pa lopate, protipoplavne vreče za pesek, valstop za polnjenje vreč in deponija peska. Tu je sam par stvari predstavljenih, kar se tiče poplavne ogroženosti v Laškem. Za druge stvari pa ne bi, skratka, mi smo že parkrat izrazili željo za povišanje sredstev, pa žal zaenkrat še nismo prišli tako daleč. In sicer prvi sklep je takojšen pristop k nabavi zadostnega števila protipoplavnih vreč, folije za prekrivanje plazov in streh, žebljev, kladiv in lopat. Količina seveda naj določi štab civilne zaščite Laško o priporočilu Gasilske zveze Laško. Potreben je tudi dogovor o skladiščenju omenjene opreme ter določitvi deponije peska za polnjenje vreč, ali pa bo to samo na komunali Laško ali pa še kje drugje. Seveda bi postavili rok za izvedbo prvega sklepa takoj. Tako je bilo nekako, ne. Potem je pa drugi sklep, predlagamo sestanek med vsemi gasilskimi društvi občine Laško, županom in poveljnikom civilne zaščite Laško glede uskladitve in izvedbe nabave predpisane nujne minimalne opreme za posredovanje gasilcev o poplavah. Rok smo tukaj dali 31.12.2015, kajti tako kot je že gospod Kozmos pred mano povedal, gasilci pa ne samo, skratka, vsi se zelo zavedamo poplavne nevarnosti, ki je v naši občini veliko večja, kot je pa bila kdajkoli prej, ne. No, občinsko vodstvo, prepričano, da dvakrat tolikšen proračun za gasilsko dejavnost, kot je bil pred leti, pač zadošča, je nad slišanim začudeno in zgodba se začne zapletati. Povem vam par dejstev. Zdajšnji predsednik Gasilske zveze je bil župan. On je delal letno za gasilce 57.000 evrov. Da imajo gasilci 100.000 evrov, nekaj čez 105.000. Plus plačamo še enega človeka tam, ko vodi te papirje, še plus 5.000. Plus tega smo dali, vsako leto damo še 30.000 evrov, plačamo kredite za kamione, letos smo dali še 32.000, ste dali v rebalansu proračuna, še dodatno za gasilce. Pa damo še iz civilne zaščite, mi ne porabimo, sem videl, da smo napako delali, ker smo delali gasilcev, pa bi mi za tistih 20.000, ko jih vsak let damo dodatno Gasilski zvezi, kupili tole, kar ste mi naredili, pa bi v enem letu imeli vse plačan.
Razumete? Mi danes damo 3-krat toliko denarja, ko je dal zdajšnji predsednik Gasilske zveze Laško gasilcem pred 8 leti, ko je on bil župan. Pa ni dal nič namenov. Plus tega smo zgradili še 2 gasilska doma, enega v Rimskih Toplicah, enega v Zidanem mostu, v glavnem vse posod, ni noben problem bil. Sam zdaj se pa malo norce delajo. Jaz mislim, da tle dejansko, vse sem Bojani povedal, ne deva tetih, kaj se že, jim je dala naprej denar, so vse lepo zapravili, ni nič denarja. Mesečno bomo devali, tisto, kar jim pripada, to, ko boste vi določili. In mislim pa, da je vprašanje, kam gre ta denar tudi na mesto in bi mogoče tudi dali kako komisijo, da pogledajo, kaj se z tistega našega denarja tam vse plačuje. Povem vam takole, ko so ob sprejetju tega proračuna, ki ga koristimo zdaj, prišla predstavnika naše gasilske zveze kot poveljnik in pa predsednik do mene, s njim dobesedno tako rekel, kot je rekel župan. Jože, ko si bil župan, si pozabil, da imaš gasilce tudi. Danes, ki imamo skoraj 100% več denarja ali pa preko 100% več denarja, pa ti hodiš meni z listom, da bi mogli dati še nekovih 30 000 več. Ko samo povete mi, zakaj boste rabili. Ja, veš, samo normativni stroški zveze. Poslušajte, pokriva vam zveza posojile, pokriva vam vse tiste stroške, ker je, ne vem, ne bom tega podpiral. Jaz sem vesel, da je tovariš v gasilstvu, smo pač tovariši, oba vemo, da delujemo že dolgo leto v gasilstvu. Imamo plačanega človeka, ki ga že skozi govorim, ta mandat, prejšnji mandat, kjer ste gledali proračun, ki je plačan za upravljanje te dejavnosti, ki si ti zdaj govoril. Mi že 3 leta prosimo Komisijo za razdelitev denarnih sredstev iz požarnega sklada. 3 leta prosimo za predstavitev problematike gasilstva v občini Laško. Do danes je še ni bilo. Zadnja seja prejšnji mesec, da ne govorimo. Dobimo zavajajoče podatke. Želite imeti kompresor za polnjenje klenk vrednosti 15 000 evrov. Hočete imeti Mercedes, zakaj? Če ga lahko dobite za 6,5 ure. Pa take stvari. In to nobeden ne pove, in to je prav, da si danes prišel gor, povedal in da so banke to naredili. In to, kar je župan povedal, je čista resnica. In to je prav, da vzvete vsi. Kaj vi očitate občinskemu vodstvu? Jaz občinskemu vodstvu, glede na zadnjo sejo, očitamo samo odnos, katerega so pokazali na javni seji vsem občanom Laškega. Nismo si predstavljali, da lahko tudi župan, s katerim smo imeli relativno dober odnos, se malo poheca oziroma norčuje z gasilcev. To nas je res zelo prizadelo, ker zelo veliko, mislim, vse naredimo prostovoljno, vse se trudimo. Zdaj, da bi kaj očitali, mi smo tle predlagali 2 sklepa. V bistvu na tej seji, ko smo pač imeli, ni bilo nič kaj tazga groznega izrečen. Mi smo pač dobili ti spisek želja iz ene liste, ki so ga nam predstavili, ampak mislim, da postopek ni bil dober. Oni bi mogli s tem spiskom priti do župana ali pa to, pa bi mi šli lepo na odbore in bi to lepo vse uredili. In nisem pričakoval, da bo taka reakcija, ker poznam gasilce zelo dobro, v bistvu pa vem, da so zelo dobri ljudje, da jih nujno potrebujemo. Vse skozi teče sodelovanje med gasilci in pa v bistvu gasilsko zvezo na eni strani in na drugi strani med občino in gasilsko zvezo kot tako. In gasilska zveza je tista, s katero tudi občina komunicira in z njo tudi ureja vsa medsebojna razmerja in tudi usklajuje potrebe gasilcev v občini Laško. Verjetno nikoli ne bomo mogli praktično zagotoviti 100% opremljenost vseh naših gasilskih društev, saj v občini Laško deluje kar 8 gasilskih društev, tu ni samo eno gasilsko društvo in z našega vidika in pa vidika pač ogroženosti občine so za nas pomembna vsa društva. Vreče, bizarna stvar bi rekli, ne? Bizarna stvar. Mislim, se ne da rešiti? Ja, jaz mislim, da je to čisto enostavno rešljiv problem. Lete, ena laška občina, po moje oceni, taki grobi, seveda, to bi mogel štab civilne zaščite točno povedati, bi rabo na zalogi enih 2500 vreč. Zdaj ena vreča protipoplavna stane približno 30 centov z davkom. Pa si izračunite, da to ni nek strošek.
ko bi lahko občino ali kogarkoli na koleno spravil. Tle je sam volja oziroma tle je tisto, kar mi učitamo poveljniku civilne zaščite, da on svojega posla ne upravi tisto, kar more. Se pravi, njegova glavna naloga je, da načrtuje, da je pripravljen, ima pripravljene načrte, v katere so sicer napisali drugi, ampak on se mora z njimi seznaniti, on mora vedeti, kaj mora imeti na zalogi, da lahko gasilci pomagamo. Slišali smo očitke na temo vreč, slišali smo še marsikaj drugega, ampak če ostaneva pri tem. Ja, poglejte, mi se vedno na štabu pogovarjamo o tej problematiki, o vrečah in tako naprej. Sami moramo vedeti, da vreče imajo nekje 3 leta, imajo nekje življenjsko dobo, potem pa razpadejo. Takoj, ko so na svetlem kontaktu z vodo ali pa z naravo, te vreče razpadejo, ki jih mi nabavljamo. Zato, da bi jih nabavljali večjo količino, je praktično nesmisel. Čeprav moram sam reči, da jaz vedno svojim namestnikom rečem, da bojo vreče pripravljene, da bo to pri roki, če bomo slučajno potrebovali. Kje zdaj te vreče so? So tukaj ali so? Kje so na komunali so vreče. Premalo pa je, vsega skupaj jih je 200. Lahko tudi to rečem, da v nujnih slučajih mi skočimo tudi v Cele, po vreče, vse se vidi, če lahko se prognozira voda za 24 ur naprej. V 1 uri imamo pa mi vreče v Laškem iz Cela. Tako da to zdaj ne bi bil ravno očitek. Se pravi, pri nas, ko voda prestopi breg, se razlije in takrat več nimaš kaj uporabljati več. Tudi breg pa ne moramo zaščititi z temi vrečami, tako da bi recimo povišali to protipoplavno varnost. Tako da to si lahko vsak po svoje tudi razlaga, ampak strokovno pa dobro vemo, da kaj dosti veliko se ne moramo pomagati z vrečami. Zdaj smo pač v tej situaciji, da bo, kadar bo, Savinja pridrvela z vso močjo in v tistem zelo kratkem času, ko je reakcijski čas, zelo kratek pravzaprav, za kakršnokoli ukrepanje. Seveda, reakcijski čas je vsako leto krajši, glede na to, kako se gor vodno gradi, vse, kako so se ukaluple Voglajna, Hudinja in Savinja, da bomo mi imeli še hitreje vodo. Ker ljudje se morajo tudi nekaj zavedati, da tudi morajo kaj sami postoriti za svojo varnost. Mi smo sicer županu lani, čeprav on je rekel, da še tega seznama ni dobil. No, kako je s tem seznamom? Lani decembra mu je PGD Laško, oziroma jaz osebno, v njegovi pisarni izročil seznam, lepo zvezen, oprema, katera manjka prostovoljnem gasilskem društvu, glede na kategorizacijo, katero imamo. Ta seznam ima. Dejstvo pa je, da pa se še pripravlja seznam, kaj rabijo gasilci v Gasilski zvezi Laško. Zdaj ne v katerem seznamu je govoril. Zdaj govoriva očitno o 2 seznamih ali o enem, ker tisto, kar smo poslušali na seji občinskega sveta, je ena stvar, vi ste pa očitno nekaj drugega predložili. Ja, zdaj tu moramo vedeti. Lista gasilcev občine Laško sicer je bila strani gasilcev v Laškem sprejeta, sicer je to čisto druga opcija, mi smo to v imenu vseh gasilcev dali. Jaz govorim zdaj v imenu liste gasilcev in prostovoljnega gasilskega društva. Ostaneva pri gasilstvu, Ja, se pravi, mogoče vse, jaz tudi seznam posud s popelom, mogoče smo malo nespretno tudi, da smo šli prek te liste, mogoče bi bilo drugače, če bi šli na občinski svet kot gasilci. Mogoče je bilo drugače sprejet, ampak... Ali pa kot Bojan Špiler, recimo, lista Bojana Špilerja, bi bilo še najbolj pošteno. Ja, ali pa tako, ampak gledajte, pač tako je bilo, se pravi, lahko je bila tudi naša napaka, oziroma, kar rekel moja, da smo to predlagali pred neke liste, ampak dejstvo je, da nismo predlagali nič takšnega, da bi pričakovali takšen odziv, ker ni bilo nobenih zahtev denarnih tega onga. Kar ste pa rekla, s tem denarjem, 100 000 evrov za 8 gasilskih društv, pa za gasilsko zvezo, lahko se sliši veliko, je pa to zelo malo, vzdrževanje gasilskih domov. Mislim, v ta 100 000 evrov pa še vsa vzdrževanja vozil, zavarovanja vozil gasilskih domov gasilcev, zdravniški pregledi, vsa popravila, nabava opreme. Zdaj, izvirni greh ni niti na vaši strani, niti pri njih samih kot takih. Pravzaprav je zdaj nek vmesni člen, neka občinska volilna komisija, ki jim je dovolila nastopiti na volitvah. Ja, prav gotovo je problem tudi v tem, da so bili sami volivci malce izigrani z samim imenom gasilske liste. V skladu z priporočili Gasilske zveze Slovenije, ona pač priporoča, da se beseda gasilec v samih političnih namen ne uporablja, tako tudi ne za liste, kot tudi za kaj druga ne. In vedno bolj imam občutek, da je prišlo tle pač do zlorabe tega imena z strani določenih oseb.
Zdaj je treba to nekako, ta spor, karkoli je že, kakorkoli bi že temu lahko rekli, je treba nekako na en pameten način urediti. Ja, jaz mislim, da smo v Laškem vedno za neko logiko in pa z nekim dialogom poskušali vse to rešiti. Mislim, da je občina dolžna in pa Gasilska zveza za njo, da medsebojno v bistvu zadeve uredimo. Že praktično kar nekaj let zahtevamo v bistvu tudi od Gasilske zveze poročilo potrebne opreme, da ga potem tudi poskušamo umestiti v proračun v naslednjih letih. Kako je zdaj ta spor z gasilci? Je rešen? Je razrešen? Jaz pričakujem, da se sestanemo z vodstvom zveze, s poveljnikom, pa da se usedemo in pa dorečemo stvari, tako se dorečejo. Da ne bomo klevetali po medijih, po ne vem kje, vse obrekovali. Jaz nočem, ker jaz vem, da gasilce nujno rabimo. Rabimo gasilce, ne politike. Zdaj, rešitev te situacije, zdaj, kar se tiče teh zaščitnih oziroma protipoplavnih vreč pa folije. To je treba samo enega poslati na ustrezno mesto, ne? In bo stvar se pravi, en mora dati žegen, da se lahko to nabavi. Kje se bo skladišče, se lahko gasilci zmenijo. Ali pa če kdo drug, ampak kdo bo plačnik, smislo, no? Tako da tukaj ne moramo odstopati. Ali pa ne pač župan oziroma poveljnik civilne zaščite jasno pove občanom Laškega, da tega v Laškem ne bomo imeli in da nas ne bo nobeden klical. Jaz upam, da ne. Jaz tudi verjamem predvsem župana, da tega ne bo naredil. Zdaj, kar se tiče pa ostale opreme, pa dejstvo, da moramo se županom usedeti, moramo pregruntati, moramo biti tudi mi gasilci pošteni pa povedati, to je nujno. To pa ni tako zelo nujno. To pa je, če imamo. Mislim, če bo nek višek denarja, bi imeli pa še to, kar nam olajša delo. Dobene opreme pa nimamo zato, da se mi nekje važimo ali pa doma uporabljamo ali karkoli podobnega. In smo se dogovorili, da se v bistvu do konca marca v kompletu ugotovi v bistvu pomanjkanje eventualne opreme, naredi spesek in se tudi določi tako na eni strani nabava te opreme kot take in pa na drugi strani tudi delovanje civilne zaščite in pa Gasilske zveze v bodoče. Kaj zdaj to pomeni za proračun, kakšno povečanje teh sredstev, kakšno prerazporeditev? Sam proračun smo v bistvu, tak je bilo domenjen, jaz upam, da tega se bodo tudi držali, da do takratnega spiska ostanejo sredstva, ki so bila vedno zagotovljena kljub zmanjšanju proračunov v najmanj enaki višini ali pa so bila povečana. Enako kot so sedaj v proračunu, potem pa se v skladu z programom za naprej tudi ustrezno poskuša korigirati in pa za možnostmi pač občinskega proračuna. Tak kratek stik, ki je nastal, se s pogovorom da najbolje zgladiti. Tu in tam kakšne osebne zamere in nepremišljeno izrečena beseda se pa že da oprostiti. Tako bodo gasilci, zlasti njihovo vodstvo in vrh lokalne oblasti v Laškem že našli skupen jezik. Oboji se še kako zavedajo humanitarnega poslanstva, ki ga opravlja gasilska organizacija.